Dragi gledalke in gledalci, ste vedeli, da vsaka ženska, če se seveda šminka, poje 2 kilograma šminke v celem življenju? Danes bo torej govora o naravni kozmetiki, kajti zavedanje, da je koža druga usta telesa, je iz dneva v dan večje. In naša gostja prihaja sicer iz Fakultete za kmetijstvo in biokemijske vede, sicer pa je tudi sama začela izdelovati domačo kozmetiko in to je gospa Danica Štefok. Pozdravljeni. Lep pozdrav, hvala za povabilo. Ja, Mojca, mi lahko pokažete, kaj imate to za eno kozmetiko? Ojoj, raje ne govori. Veste, koliko kemikalij je v tem rdečilo? Ne, priznam, da ne. Ampak jaz sem prebrala, da je, mislim, vsebuje svinec pa nafto. Ja, nekatere naftne derivate, ne. Tu so po vsej verjetnosti vazelin, parafinska olja, ftalati, parabeni in še mnoge druge kemikalije, ki so ponavadi zelo skrite, tako da bi jih zdaj mogoče celo z lupo iskali, ne. Ponavadi v tistem ovisku, ko kupite, se tisto potem zavrže in potem se niti ne ugotovi in se ne ukvarja s tem. Tako da, žal, tu je res veliko kemikalij. Poglejte tale rdečilo, ki sem ga s sabo prinesla, pa je narejeno pravzaprav iz čisto naravnih sestavin, popolnoma naravnih, ni niti ene bistvo sporne kemikalije. Ti pigmenti so iz rastlin. A rdeče pese, če je rdeča? Ja, res iz rdeče pese in tako lepo barva se obdrži na ustnicah in to lahko potem jeste tudi 2 kilograma na dan, pa ne bo nič škodilo, ne? Ampak je pa res, ne, v bistvu tale šminka je sicer, če tako gledam, zelo stara, tudi o tem bi znali kaj povedati, ne, o roku uporabe in trajanja. Ja, res je, ja. Konvencionalna kozmetika, zdaj zakonodaja opredeljuje bistvo, da naravnih sestavin je lahko samo 1,5% v izdelkih, ki se imenujejo naravna kozmetika. Vse ostalo je lahko kemija, ne? In to zelo nevarna kemija, ne? To je zavajanje, 1%, v bistvu so ostale... Totalno zavajanje, ampak zakonodaja tako določa in pri tem nič ne moremo, ne? Zato proizvajalci naravne kozmetike se enostavno sami z certifikati izkazujemo svojo kvaliteto, v katerih pač držimo neki standard, katerem imamo ponavadi najmanj 95% ali naravnih ali ekoloških sestavin, ne. Ampak vi ste se začeli v bistvu ukvarjati z samo izdelavo krem pa naravne kozmetike tudi zaradi vaših problemov, ne? Ja, res je. Jaz sem po dolgoletni uporabi konvencionalne kozmetike, več kot 20-25 let, imela takšne težave s kožo, ne, da je bil v bistvu skrajni čas, da nekaj naredim, ne, in ko sem se v bistvu kot kemik začela zavedati, katere vse kemikalije imamo v konvencionalni kozmetiki, sem postala prav panična, ne. Iskala sem rešitve na vseh področjih, ne. Te kemikalije, v bistvu, ko bi vzeli varnostni list v roke pa pogledali, kaj nam določena kemikalija označuje po razvrščanju strupov, mogoče bi se resnično prestrašili in vsi vprašali, ne. Tako sem začela sama sebe reševati, ne. Ja. Ampak, ko ste omenili, ne, te v bistvu nevarne izdelke, ki so, oziroma sestavine, ki so notri v izdelkih, kako naj vedo, če pa v bistvu torej naftne derivate zapakirajo o lepšo besedo, katero pač mi, oprostite, ker nismo iz vašega segmenta, ne, pa sploh se ne spoznamo toliko na kemijo, ne vemo, kaj piše. Ja, res je, ja, ker so vse te deklaracije v bistvu napisane v eni mednarodni nomenklaturi, ki veljajo za vse proizvajalce enako. Tako je po zakonu in kot navaden uporabnik se težko znajde v bistvu med temi izrazi, ne, zato enostavno ali gre postopoma, pogleda vsako kemikalijo, poišče varnostni list, pogleda v kakšno skupino spada ta strup, ali pa se odloči, da uporabi certificirano kozmetiko, kateri standard pozna tudi in verjame proizvajalcu, mu zaupa, ker navsezadnje je koža naš največji organ in vse, kar nanesemo na kožo, v bistvu gre v krvni obtok. Ja, lahko poveste našim gledalcem v 2 minutah?
Ja, v nekaj minutah se posrka najmanj 70%. Sestavin, ki jih damo na kožo. Ja, ja. Pa je to ni potem samo krema, ne pa ličila, še trepalnice ženske mažemo? Ja, najbolj sporna je sporna dekorativna kozmetika. Ja, tu je največ težkih kovin, svinca, predvsem svinca, ki se v telesu nabira in potem na ledvicah, jetrih, tako si v bistvu uničujemo še dodatno z kozmetiko naš organizem zastrupljamo, ne? In včasih traja 20-30 let, da spravimo težko kovino iz telesa. Ne? In medtem seveda poškodbe nastajajo v celicah, v telesu in da ne govorim o teh ftalatih, parabenih, sintetičnih dišavah, potem še ostalih mineralnih oljih, ne, ker mineralna olja v bistvu uporablja konvencionalna kozmetika namesto naravnih olj. Ne. Naravni kozmetiki, ampak res certificirani, ne tisti, ko je 1,5% v naravni sestavin v kozmetiki, ampak tam, kjer je skoraj 100% naravni sestavin, ja. Našo režijo bom prosila samo, da nam da zdaj čez cel ekran v bistvu te nevarne izdelke, sestavine v izdelkih, ki so napisani, tako da si bomo lahko v bistvu pogledali, ne, skupaj omenili ste, kaj moramo biti pozorni, ko gremo torej po kremo v trgovino. Kaj ne sme pisati, no? Tako. Ja, ne smemo že na prvem mestu, vedno se vrstijo sestavine po vrsti, ne. Tisto, kar se nahaja na prvem mestu, je največ, ne. In če se recimo pojavi natrijev lauril sulfat v tekočem milu ali v šamponu, potem vemo, da imamo opravka z zelo agresivnim penilcem, ne, ki potem poškoduje našo kožo, v bistvu je kot neko topilo, odzame nam ta zaščitni sloj in potem nam v bistvu rani kožo, ne. In sploh je to zelo nevarno v lasišču, dostikrat pozabimo, da je tudi v lasišču, da je lasišče tudi koža, ne? Tam se še hitreje vsrkajo vse te sestavine. Pa še barvamo se ženske? Barva enostavno, žal ženske moramo pozabiti na barvanje. Ne? Ja, na barvanje to je neposredno povezano z potencialnim rakom na mehurju. Ne? Ravno pri mehurju? Na glavi pa z mehurjem? Ja, res? Ja, to so vse te kemikalije, so enostavno dokazano je, da so to hormonski motilci, v telesu delujejo na naš endokrini sistem, rušijo nam to hormonsko ravnovesje in tako enostavno povzročajo rakasta obolenja. To je dokazano, sploh najstnice. Najstnice so najbolj ogrožene pri vsem tem, pri tej uporabi te kozmetike konvencionalne, še posebej dekorativne, zaradi tega, ker se v tistem obdobju najstniškem ustvarja v telesu, formira ta reproduktivni material in tu so še posebej velike posledice. In ravno zato ste v bistvu tudi šli sami, ne samo izdelavo na začetku krema, ne? Rekli ste, da si boste naredili svoj šampon, pa potem zobno pasto, ki jo bomo omenili, ampak preden v bistvu nadaljujeva z razlago, ker to me res zanima, kaj je vse v zobni pasti, česar ne bi smelo biti, ne? Pa ste rekli v bistvu, da lahko naši gledalci tudi kupijo. Namreč v trgovinah, v tisti poplavi izdelkov res ne vemo, kaj izbrati. Pa čeprav piše bio, pravite, da ni zmeraj tako, da je le 1% biološke sestavine notri, ne? Tako da imate zdaj priložnost, ne, dragi gledalke in gledalci, telefonska številka je tudi zdaj že izpisana na zaslonu, to je 01 589 66 36. Tako da te izdelke, ki ste jih v bistvu sami naredili in ki jih bova tudi predstavili, lahko tudi kupite. Dali ste pa decembrski 20% popust. Tako, za vse, ki bojo danes naročili te izdelke. Jaz bi začela mogoče z to prvo kremico, ki sem jo naredila, ko sem reševala sebe. Gre za v bistvu za regeneracijo kože po dolgotrajni uporabi konvencionalnih kozmetike. V bistvu je narejena iz popolnoma ekoloških sestavin,
Osnova je, jaz sem se v bistvu, ko sem se odločala za formule, sem pravzaprav kljub temu, da imam dolgoletne izkušnje z področja kemije, agrokemije, vpeta sem tudi v raziskovalno delo, ampak pri izbiri formule sem enostavno izključila. Vse sem nekako izključila, zanesla sem se na svojo notranjo intuicijo, na neko rahločutnost, in tako sem v bistvu dobila potem formulo, katera je bila prijazna za mojo kožo in tudi sem bila, mislim, sem prepričana po izkušnjah tudi za druge uporabnice. V bistvu sem izločila vse alergene, kar je možno, ker sem sama alergik tudi na hrano, tudi na kemikalije, tudi na druge stvari. Ta kremica je v bistvu potem najprej prečistila kožo, dodala sem tudi ekstrakt morske alge. V bistvu sem pri teh svojih izdelkih vedno izvirala tudi iz nekih tradicionalnih zelišč, iz naših domačih, lokalnih. Vse, kar je bilo, ker v bistvu moramo začutiti neko rastlino, da nam pomaga tudi olje. Recimo tu sem zbrala oljčno olje, ki nam je domače, znano, ki nam pomaga. Tako sem res videla, kako pije in rabi hrano, rabi novo mikrofloro, ki jo mora ustvariti na koži, da koža nazaj zažari, tista presušena, prebeljena koža od konvencionalne kozmetike, poškodovana. Mene so tako oči pekle od vsega tega in po nekaj tednih uporabe te kreme se je koža popolnoma obnovila. Tudi eteričnih olj sem se izogibala, tudi to mogoče včasih pri najbolj občutljivih ljudeh povzroči kakšno alergijo. No, in to je res tista prva začetek. Lahko povonjam? Ja. Diši. Ja, diši po borbonski vanilji. Z borbonsko vaniljo. Ja. Ali lahko mogoče samo za gledalce mogoče poveste, koliko stane? Ja, 15 evrov. 15 evrov. No, pa poglejte, če že v bistvu kupujete kremo, če ne veste, kaj je res naravna, gospa sama izdeluje. Še rekli ste, ne želim pomoči, ker potem ne vem, kaj bodo notri dodali, koliko bo česa, raje sama nadzorjujem. Raje, definitivno. 15 evrov, torej oljčna kremica z borbonsko vaniljo, 20% popusti imate tudi v času oddaje. A mi lahko poveste, kremam se še vrneva. Zanima me tole zobno pasto, prej ste omenili. Kaj je notri, kar ne bi smelo biti navadno v tistih? Navadno je, najbolj me je zmotilo v zobni pasti sestavina natrijevega fluorida. Če bi vzeli varnostni list kemikalije natrijevega fluorida, bi zagledali na prvem mestu smrtno glavo. Kaj? Ja, tako je. To je tako sporna kemikalija, v bistvu, in nažalost se še kar danes uporablja, še kar naprej se uporablja. Kot Zveza potrošnikov, mislim, da na zadnjem testiranju je tudi dala na prvo mesto ravno zobne paste, ki so vsebovali natrijev fluorid kot neko razkužilo, kot nekaj, kar nam ubija te bakterije v ustih, kar je pa v bistvu popolnoma nepotrebno in nelogično, ker se te bakterije nabirajo na zobnem kamnu. To je tisto, kar mi moramo odstraniti iz našega zob. Nobenih razkužil ne rabimo, nobenih strupov pri tem ne rabimo. Zato sem jaz izdelala v bistvu zobno pasto na osnovi kalcijevega karbonata, ki je v bistvu podoben naši sklenini. Naša sklenina v glavnem skoraj v 90%, mislim, da 90% vsebuje tudi kalcijev karbonat, in potem sem v bistvu izhajala iz naravnega kalcijevega karbonata, iz sedimentne kamnine, seveda čiste, prečiščene. In ta kremica, ta zobna pasta je rahlo groba, rahlo. Torej, nahaja se v naravni obliki v več
v različnih delčkih tega kalcijevega karbonata. To pa zaradi tega, da tisti grobi delčki odstranijo na fini način najprej ta zobni kamen, ne. Tisti manjši delci se pa v tiste mikropore vsedejo, ne, in nam v bistvu zapolnijo tisti del, kaj nam manjka, ne. In potem imamo občutek resnično popolne čistoče in ni nobene potrebe po kakem razkožilu. Seveda sem pa zraven spet izhajala iz nekih tradicionalnih zelišč, tu sem žajbelj uporabljala. Ja, žajbelj je noter v pasti. Ja, žajblja, pa kaj hočete boljšega in lepšega kot občutek in tisti vonj žajblja v ustih sem pa še obogatela z C-vitaminom. In ne potrebujemo ustne vode. A zakaj pa limono voham? Ja, tudi naravna aroma limone. A je notri? Ja. Zelo diši. Vse sestavine so naravne, nobenih belilnih sredstev, ničesar. In uporabniki so zelo, zelo zadovoljni s to zobno pasto. In tudi sama sem zelo ponosna, da mi je uspelo tako edinstveno formulo. Torej, v bistvu na spletni strani lahko gledalci tudi v bistvu preverijo vse sestavine. Še vaša hiška je gor. Ja, je. Na spletni strani. Vse to pridelujem, v bistvu kot kemik delam te ekstrakcije sama. Vse, kar je mogoče, ne naredim sama. V bistvu se sam poslužujem potem z nabavo tistega, kar ne morem. Ampak to je vse tudi, vse, kar jaz naročim, je tudi vse certificirano. Jaz imam kontrolo vsako leto vseh sestavin. Jaz nenehno sodelujem z Inštitutom za kontrolo in certifikacijo, ker ni vse eno. Pravzaprav, če rečemo neka naravno sestavino smo dali v izdelek, pomembno je, na kakšen način je pridobljena ta naravna sestavina. Zdaj recimo spomnila sem se vitamina D, ne. Vsega na koncu lahko iz naftnih derivatov pridobimo, ne, vitamin D, ne, pa ga bomo uživali, ne, kot nekaj zdravju dobrega, ne. Bistvo pa to še je daleč od naravne oblike, ne. To je zelo pomembno in to ravno pri certificirani kozmetiki kontrolira se skozi poreklo, odkot, na kakšen način je to pridobljeno. Torej, če imate alergije, iščete prav naravno kozmetiko, imate gostjo tukaj, to je gospa Danica, ki dejansko sama izdeluje naravno kozmetiko. Koliko izdelkov imate? 11? Ja, 12. Zdaj, v postopku certificiranja trenutno imam še to rdečilo, iz rdeče pese, pa moj zadnji izdelek, ki še mogoče ni na spletu, ampak vsak čas bo, je ta korenčkova gold krema, ne. To sem v bistvu naredila ta je že malo višjega ranga, bolj bi rekla negovalna že, ne. Izhajala sem iz korenčkovega olja, ki ga tudi sama ekstrahiram iz korenčka. Korenčkovo olje. Uporablja se zakaj? V bistvu se uporabi lahko kot dodatek katerimkoli izdelku. Kateremukoli izdelku, ne. Ni, da bi kar sami na kožo dali? Tudi ja. Lahko se na kožo da, take krasne, rumene, oranžne barve pravzaprav, ker bistvo tega korenčkovega olja je, da v maščobnem delu ekstrahiramo beta-karotene, ne. Beta-karoteni so se izkazali zadnje čase sploh, ne, v raziskavah kot najboljši regeneratorji kože, ne. Zelo uničujejo proste radikale, lahko tudi uporabimo za sončenje, ne. Malo rahlo obarvajo celo kožo, ne. Ščitijo nas v bistvu pred zunanjimi vplivi in zelo hitro popravljajo škodo nanešeno. Moram pa tukaj poudariti, da beta-karoteni seveda tudi lahko se dobijo sintetično, ne. Marsikje prodajajo sintetične beta-karotene, rekli bodo, da so pač naravni, ampak so pridobljeni sintetično in ti so dokazano, da sploh nimajo vpliva. Ja, pa kako naj vejo naši gledalci? To vi veste, ker ste iz te stroke, ne? Ja, zato jaz prirejam tudi velikokrat razna predavanja, ozaveščam ljudi o tem, me lahko tudi sprašujejo, tako da v prihodnosti bom tudi spet kakšno predavanje priredila. V glavnem, tukaj, če se vrnemo malo na to kremico, tu sem še dodala zraven hialuronsko kislino, ne. Hialuronska kislina je tudi zelo zaželena in zadnje čase je dokazano tudi zelo dobro vpliva na regeneracijo oziroma popravlja škodo, ne. Tukaj dodajam
hialuronsko kislino nekako v 2 molekulah, bi lahko rekla. Če razbijemo to hialuronsko kislino, jo lahko razbijamo na manjše delce, pa na večje delce, ne. In tisti manjši mikrodelci grejo v kožo, ne, in se ponavadi popravlja škoda v globini kože, ne. Čakajte, to je primerna za katero kožo, starejšo ali tudi če je hialuronska kislina? Nič ni spornega. Hialuronska kislina je naravna, tudi negovalna, tudi napenja kožo, ne. Mogoče za starejšo generacijo je idealna negovalna kozmetika, vrhunska negovalna kozmetika, ne. No, poglejte, dragi gledalke in gledalci, če iščete torej naravno kozmetiko z vsemi certifikati, več kot 95% je seveda tukaj notri čisto naravnih sestavin, lahko pokličete našo gostjo, obiščete njeno spletno stran www.ekodana.si, sicer pa lahko v času oddaje tudi za 20% ceneje kupite katerikoli izdelek na 01 589 6636. Tako da izkoristite priložnost, december je tukaj, seveda pomislite najprej nase, če pa želite, pa lahko naravno kozmetiko podarite tudi komu, ki vam je blizu, ki veste, da pač da kaj na to ima alergije. Želite kaj dobrega. Želi dobrega. Korenčkova krema s hialuronsko kislino je cena? 30 €. 30 pa zdaj 20% popust. Prej smo imeli tistole kremico, ki je bila 15 €. Ja. Ta melisina. Melisa, ja? Ja. Melisa, ja, tu sem pa tudi izhajala iz ekstrakta, oljčnega ekstrakta melise, ki jo gojim tudi na Pohorju, na nadmorski višini 1000 metrov, seveda v neokrnjeni naravi, ne. Tu ni nobenih škrobiv, ni nobenih onesnaževalcev, v bistvu živimo v nekem idiličnem okolju. Hvala Bogu, da so še nekateri deli neoporečni, ne. To je s kakavovim maslom, ne? Ja, tu pa se dodaja v bistvu to dišeče, belo, bio kakavovo maslo, ne, ki je tako razkošje za kožo, ne. Tisto suho kožo navlaži in koža izgleda, kako bi rekla, ni svetleča, ta kremica se zelo lepo vpije v kožo. Nahranjena je koža. Nahranjena, ja. Ta pa je cena? 20 €. 20 € pa zdaj 20% popust. Poglejte, naša gostja res v bistvu se spozna na vso to izdelavo kozmetike. Naredili ste še tudi šampona, ne? Ja. Šampon moramo omeniti, ne. Potegne potem izdelava. Ja, potegne me, ne. Jaz sem v bistvu tako bila prevzeta s tem, da rešim ljudi, sebe, dobro, sebe sem, ne, ampak bi rada tudi druge, zato sem tudi prišla v vašo oddajo, verjetno, da to malo širimo navzven. Moram reči, da sem si vzela čas, zdaj po 3 letih nisem imela ravno veliko časa, ampak sem si vzela en dan čas, sem šla v nakupovalne centre se prepričati, če še vedno obstaja v šamponih na prvem mestu ta SLS, ne. Čakajte, kaj ste rekli? Sodium lauril sulfat. To je tisti SLS, ko iščemo, ko nam bolj tako pride v uho, ne, da v bistvu naj ga ne bi bilo. To ne sme. Ne, to je ta agresivni penilec umetni, ne. Ja? Ta naj se ne bi uporabljal, mislim, naj ne bi bil, ker je toliko škodljiv za kožo, ne, toliko jo izsuši, uniči, naravno odpornosti vzame, ne. Ampak bila sem razočarana, ko sem z lupo vse izdelke pregledala, v bistvu nisem najdla v teh nakupovalnih centrih niti enega izdelka, ki ne bi vseboval tega SLS-a na prvem mestu, takoj za vodo, ne. Vaša pa ima kaj, ja, da se peni? Moja pa ima v bistvu, ta šampon ima čisto naravni penilec iz kokosa, ne, kokosa. V bistvu je tako nežen, ne, ampak tako, da povohajte, kako diši. Narejen je tudi iz ekstrakta rožmarina in melise. Kot da sem v wellness prišla. Ja, tako, ja. Popolnoma nič ne poškoduje kožo, ne. Nekatere uporabnice so mi rekle, da so si celo rane izpirali ljudje z tem mojim šamponom, ne. Ampak včasih rečejo, ne, če se ne peni, pa ni dovolj dober šampon. Ja, pa se peni se. Navadno pa ni tako, ne. Tudi če se ne peni, če je naravno, ne tako kot pa tisti kopljeni, ki vsebuje torej umetne sestavine
za penjenje, ne? Se lahko ravno ampak tako. Oni bojo dodali še zraven tiste fine delce, razne te derivate, ko pospešujejo potem vpijanje, pa tisto gladkost kože nam dajejo, ne? Silikone dodajo zraven, ne? Mineralna olja, ne? In potem to ni nič dobrega za kožo, ne? Jaz si recimo s tem šamponom vsak dan umijem lase, ne? In to negovalno, ne? Ravno zaradi tega, da lasišče nekaj od tega ima, ne? In moram reči, da so mi mnoge uporabnice povedale, da jim lasje ne izpadajo, ne? Prhljaj popolnoma zgine. Že po prvem pranju prhljaj izgine. Ne more sploh nastati. Ni vzroka za to, da bi nastal, in tudi lasje ne izpadajo, ne? Če si ne barvamo las, ne? Če jih ne poškodujemo, ne? Lasje ne izpadajo, ne? In tudi rahlo se mogoče malo barvajo, ne? Jaz sem recimo imela pred nekaj leti tudi nekaj sivih las, pa moram reči, da je kar nekam zginilo. Ni tega, ne? No, moram reči, da sem tudi tukaj dodala zraven ekstrakt morske alge norveškega kelpa, ne? Ki pa vsebuje veliko joda, ne? Ta nam pa tudi pospeši rast las, ne? Zanimivo. Torej nič 1 589 6636 je številka, kamor lahko pokličete, naročite kakšen izdelek, sicer pa lahko pustite tudi kontakt, vas naša gostja pokliče, se kaj z njo tudi posvetujete, sicer pa lahko obiščete njeno spletno stran ekodana.si. Jaz lahko povem lastno izkušnjo, ne, ker pač zmeraj takole beremo naravna kozmetika in sem šla res izdelovati kremo pa deodorant, ne. Ojej, raje ne povem, kaj je nastalo, ne. Namreč deodorant sploh nisva spravila s partnerjem dol, ne, iz kože, toliko se je prijel. Skoraj bi uničilo potem tudi kakšno majico, mogoče tisti, ki izdelujete, se smejite, ampak res ne vem, kje sem naredila napako in sem rekla, ne bom več delala doma. Še posodo sem potem proč vrgla, ker nisem spravila dol tiste masti. Mogoče sem dala preveč čebeljega voska. Mogoče, ja. Ne vem, ja, ti si se zna strditi, ja. Tako da, imate pa vi tudi deodorant, ne? Ja. Seveda to sem tudi mogla takoj se lotiti, ker tistega aluminija v deodorantih resnično nisem prenesla, ne. Aluminij tudi spada v bistvu med strupe, ne. Nabira se v našem telesu, ne. Potem nam je hormonski motilec tudi, ne. Tako da aluminij je moral iti takoj iz deodoranta ven, ne. Tako da sem naredila 2 deodoranta, v bistvu, ki se nanašata kot krema. Krema, ja. No, to sem jaz naredila in meni se je tako strdilo, da res nisem spravila dol. Kaj pa sem naredila narobe? Ja, mogoče čebelji vosek ni najboljša sestavina, ki se da noter, ker se potem strdi, ne. Meni se je strdil, ja. Ja, tu ni čebeljega voska, ne. Je dodatek tudi sode bikarbone, ki nam nevtralizira, v bistvu pri deodorantu je pomembno to, da nam nevtralizira, ne da ovira potenje, ampak da nevtralizira tisto kislino, ki nastaja, ki nam povzroča ta slab vonj, ne, in se v bistvu s to malo količino namažete pod pazduho in zagotovo držiš 24 ur na dan. Resnično nobenega vonja ni več, ne. No in tukaj sem v bistvu naredila 2 različna, enega mogoče bolj primernega za ženske, ta je z meliso, ne, pa... Zelo diši, ja, zelo diši, ne, tako da ta je res zelo se prodaja, to je prodajni hit za mene. Koliko pa deodorant stane? 5 evrov. 5 evrov stane deodorant, pa čisto naraven je, brez aluminija, drage gledalke in gledalci. Pa še Jana, vso dekorativno, v bistvu kozmetiko, vse, kar naše gostje izdeluje, imate še 20% popust v času trajanja naše oddaje, tudi drugega dela. Če imate možnost, lahko v tem času že pobrskate na spletno stran www.ekodana.si. Preverite, lahko samo pokličete, pustite vaše podatke, pa mogoče tudi osebno vas bo naša gostja poklicala in lahko še kaj poklepetate, če imate kakršnekoli probleme, želite nasvet, tako da izkoristite telefonsko številko 01 589 6636 in našo gostjo karkoli povprašate. Torej imamo pa še kremice, prej ste izpostavili tisto levašo, ne? Ja, tu še sam naj omenim, da imam še en ta naravni deodorant, ki je mogoče bolj primeren za moške s poprvometo, ne, s poprvometo, pepermint, ne, po domače pepermint, ne. Športniki velikokrat pri meni to naročajo, ne,
so presrečni. Ja, Spominja me na tiste čokoladice, ki smo jih včasih kupovali. Božične. Ja, tiste. Ja. Zelo diši. Ja. Ne, res zanimivo. No, jaz sem povedala svojo zgodbo, ko sem se pač lotila izdelave naravne kozmetike, raje se pač ne, ker ne znam. Pa takole imamo zdaj vas, ki ste se vi tega lotili zase in glede povpraševanja prijateljic ostalih ste potem takole razširili še, da lahko kupijo tudi ostali, tudi naši gledalci. Ja, vse je ekološko, certificirano. To je zelo pomembno. Zdaj zakonodaja sploh ne zahteva od proizvajalcev, da bi imeli napisan rok uporabe. In to je v bistvu zelo sporno. Sploh pri tej uvoženi kozmetiki. Če ni roka uporabe, potem se nahaja tudi kak lonček pri deklaraciji zraven, ki pomeni, da po odprtju take kreme se še lahko potem 3M pomeni 3 mesece uporablja ali 6M. 6 mesecev ali 12. Vaša se pa koliko časa? 3M. Zato, ker je ekološka, ker v bistvu jaz želim tudi, da je vedno na polici sveža kozmetika. Jaz si tudi sama določim rok uporabe, čeprav po poročilih, po oceni tveganja, pač po vsej dokumentaciji, ki jo moram pač kot proizvajalec tudi imeti, je določeno 2 leti, ampak jaz sem tako stroga pri tem, da tudi zagotavljam in želim, da je uporaba samo 1 leto in v trgovinah, v katerih prodajam, tudi grem na svoje lastne stroške zamenjati, če poteče ta rok, ki sem si ga sama določila, ker enostavno vem, da je to živa hrana, da je to hrana za kožo, za naše telo in ne more nam biti vseeno. Tudi naravna olja imajo omejitev, rok uporabe, leto, 2, največ. Moramo vedeti, da za vsakim mesecem ta hranilnost tudi pada. Hranilna vrednost živil tudi in tudi v kremi. Hvala, ker ste nas v bistvu upozorili na vse škodljive snovi, ki so v kozmetiki. Izvedeli ste, kako se je lotila naša gostja same izdelave. Torej, deodoranti, kreme, zobna pasta, še kaj, več kot oziroma 12 izdelkov imate na voljo na spletni strani ekodana.si. Našo gostjo lahko tudi pokličete, kaj povprašate. Pravi, da je zelo primerna tudi za vse, ki imate kakršnekoli alergije na kozmetiko. Sicer pa imate telefonsko številko 01 589 6636, kamor nas lahko še tudi tekom drugega dela oddaje pokličete, naročite z 20% popustom, sicer pa lahko tudi pustite podatke in vas naša gostja pokliče, če želite kakršnokoli osebno svetovanje. Tako da zdaj pa pokukajte ekodana.si, mi pa vas prepuščamo drugemu delu oddaje.